Med 10 najbolj vrednimi podjetji na svetu, mislim, da bo 7 iz Amerike, potem je Samsung iz Koreje, pa na 2, mogoče zdaj že TikTok, recimo, rečemo Kitajske, še 3. Evropskih podjetij tukaj praktično več ni. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Nove univerze, ki nosi naslov Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj in sem profesor za evropsko pravo. Današnja tema pa bo izjemno aktualna. Dotikala se bo vprašanj, ki neposredno vplivajo na kakovost življenja v Sloveniji, pa čeprav se tega niti ne zavedamo. Dotaknili se bomo vprašanj mednarodne diplomacije, geostrateških, geopolitičnih in geoekonomskih izzivov, velikih premikov v mednarodni ureditvi sveta, ki utegnejo Evropo gospodarsko gledano poslati v ropotarnico zgodovine. Zakaj se s tem ukvarjamo na Novi univerzi? Na Novi univerzi veliko pozornosti posvečamo vprašanjem gospodarskega prava, korporativnega upravljanja, konkurenčnega prava, to je na klasičnem programu pravo na Evropski pravni fakulteti, medtem ko na Fakulteti za državne in evropske študije imamo poseben program posvečen mednarodnim in diplomatskim študijam, kjer je vprašanje umeščenosti Slovenije tako v evropski kot globalni prostor, tudi z ekonomskega vidika, eno temeljnih vprašanj in nekaj, kar študenti res v biti odnesejo z naše fakultete. O teh vprašanjih in iskanju odgovorov nanje se bom danes pogovarjal z izjemnima gostoma, in sicer oba sta izredna profesorja, izredna profesorica Anja Strojin-Štampar in izredni profesor Gorazd Justinek. Nakazal sem že, o čem bo tekla današnja debata. Vidva vsak svojega področja imata ogromno enih izkušenj. To je že zdaj v skladu z genezo Nove univerze, kjer kombiniramo teorijo s prakso. Oba sta doma tako v akademskem svetu, še bolj pa sta delovala tako v zasebnem gospodarskem sektorju, v javnem sektorju, diplomaciji. Gorazd je bil tudi dekan naše fakultete za državne in evropske študije. In preden gremo v in medias res današnje teme, bi vaju prosil, glede na to, da je naslov tega podcasta Čutim novo univerzo ali pa Začutim novo univerzo, me zanima, Anja, kako pa ti čutiš, kako si ti občutila novo univerzo in če bi se sama tudi predstavila skozi to iztočnico nekako v 3 stavkih. Ja, lepo pozdravljena oba sogovornika. Kako jo čutim? Novo univerzo jaz čutim kot stičišče teorije in prakse. Zato sem pravzaprav tudi jaz prišla sem poučevati, ker se mi zdi, da lahko s svojimi praktičnimi izkušnjami doprinesem k bolj kakovostnemu izobraževalnemu procesu. Poleg tega pa Novo univerzo občutim tudi kot stičišče generacij. Zelo pomembno se mi zdi, da se povezujemo. Tukaj se ne učijo samo študenti, mlajša generacija od profesorjev, ampak se tudi mi učimo od študentov. Mogoče druge stvari, pa vendarle nekaj, kar je za nas zelo pomembno, da imamo stik z generacijami, z razvojem, z sodobnimi trendi. Seveda učimo se drug od drugega, drugih profesorjev, to se mi zdi tudi velika dodana vrednost, to je stičišče različnih strok. In to recimo zelo uspešno združujemo potem tudi na kakšnih raziskovalnih projektih. Zdaj, na Novi univerzi smo izjemno ponosni tudi na svoje alumne. Ti nisi samo naša izredna profesorica, ampak si tudi naša alumna. Pri nas si doktorirala z področja gospodarskega prava. Tako, drži. Takrat sem izbrala doktorski študij na Novi univerzi iz praktičnih vidikov tudi, pravzaprav vsebinskih in praktičnih. Vsebinskih zaradi tega, ker se mi zdi, jaz sem diplomirala na Ljubljanski pravni fakulteti, magistrirala na McGillu v Kanadi in potem, ko je bil čas za doktorat, sem se odločila, da bo pa to zdaj neka druga inštitucija, se pravi stik z drugimi profesorji, mogoče z nekoliko drugačnim načinom dela. In zato sem se odločila za takrat Evropsko pravno fakulteto. Poleg tega je bil študij tudi zelo prilagodljiv, upošteval je, da sem študirala ob delu, večinoma doktorate delamo ob delu, in to je bilo zame tudi seveda zelo pomembno. Da takrat, ko nisem zmogla opravljati svojih obveznosti, da mi je prišla univerza oziroma fakulteta takrat nasproti, da sem imela dovolj časa, takrat sem bila
v neki menedžerski poziciji in to je vendarle težko. No, o tem bomo še kakšno rekli. Gorazd, kaj pa je tvoja občutenjska zgodba z novo univerzo? Ja, sem ravno zdaj razmišljal. Mislim, da bo ravno 13 let, odkar sem jaz začel sodelovati tukaj z Fakulteto za državne in evropske študije. Mene definitivno je pritegnilo takrat v prvi vrsti seveda, bi rekel, ravno ta program diplomatskih, mednarodnih in diplomatskih študij, ki je eden redkih v Sloveniji, pravzaprav edini na tak način, ki je v bistvu že takrat ravno to, kar je bilo omenjeno, nekako združeval tudi nekdanje obstoječe veleposlanike, skratka ljudi iz ministrstva, ki se ukvarjajo s temi zadevami, ki so tudi tukaj predavali. Ne? In to je bilo res eno tako, kot je Anja lepo povedala, ne? Stičišče, moče tudi generacij, strokovnega vidika in tako dalje. Je pa zagotovo tudi ta vidika, ne? Ki je že tudi bil omenjena. Ne? Mislim, tudi mi, ki smo mogoče bili takrat že 15 let si v neki, rečemo, stroki, nekje v neki diplomaciji in si vsakodnevno v tistih vsakodnevnih, bi rekel, tematikah, zadevah, ki se dnevno rešujejo. In potem prideš in te študentje pa, ki so neka druga generacija, običajno pa vprašajo ali pa se jim zdi, kaj je zelo čudnega, kar poveš. Potem začneš razmišljati malo iz druge, bi rekel, iz drugega zornega kota, da tisto moče, kar ti vsakodnevno tam cel teden nekako premlevaš, obdeluješ, ne, ni tista ista stvar. In zato se tudi mi ogromno takrat naučimo, ne? Tako da je to dejansko ta oboje stransko izobraževanje, da tako rečemo. In to se mi zdi tukaj na Novi univerzi res izjemno. No? Drži. Zdaj pa gremo res v samo bistvo današnje razprave. Pred kratkim je na Bledu potekal Blejski strateški forum, ki je neke vrste praznik slovenske diplomacije, največ vsebinskega, kar ima slovenska država na tem področju ponuditi. Na številnih zanimivih panelih so se odvijale številne zelo zanimive razprave, ampak nekaka rdeča nit, ki se je vlekla skozi te razprave, je bil nek angst, anksioznost ob dejstvu, ki ga ne moremo zanikati, da v svetu prihaja do velikih geostrateških premikov, geopolitičnih premikov, geoekonomskih premikov. In kot se zdi, v tej konstelaciji se Evropa, še bolj pa v njenem nedrju Slovenija, ne znajde več najbolje. In grozi nam, da v fazi, v kateri smo zdaj, to je neke vrste faza ekonomske stagnacije, celo evropski gospodarski šampioni, kar je nekoč bila Nemčija, se komaj izvijajo iz nečesa, kar imenujemo recesija. Grozi nam, da če ne bo nekih bistvenih sprememb, da se Evropa utegne znajti ne samo v stagnaciji, ampak da bomo imeli neko obdobje daljšega gospodarskega nazadovanja, kar se bo neposredno prevedlo tudi v nižjo kakovost življenja. Vidva delujeta, kot rečeno, Gorazd na področju mednarodne diplomacije, ogromno si pisal o ekonomski diplomaciji, Anja, ti si gospodarska pravnica, korporativno upravljanje, imaš veliko izkušenj iz slovenskega povsem zasebnega sektorja, kakor tudi tistega sektorja, v katerem je v gospodarstvu navzoča država. Pa naj začnemo od zgoraj navzdol, torej z evropske plati, geostrateške, globalne plati. Gorazd, zato s tabo, se ti strinjaš s to tezo, da nekako Evropi, še bolj pa Sloveniji, zaradi našega specifičnega gospodarskega ustroja, bije zadnja ura? Žal ja, ne. Jaz že kar nekaj časa, recimo po mojem že kakih 5 let, vedno pri skoraj vsakem mojem predmetu probam vključiti en slajd. Ne. In en slajd je tale, kjer pokažem, 10 najbolj vrednih blagovnih znamk 10 let nazaj, pa v danem letu. Ne. In če pogledamo trenutno situacijo, ki je več ali manj zadnjih 5-10 let enaka, ne, imamo med 10 najbolj vrednimi podjetji na svetu, mislim, da bo 7 jih iz Amerike, potem je Samsung iz Koreje, pa 2, mogoče zdaj že TikTok, recimo, ne, rečemo Kitajske, še 3. Ne. Evropskih podjetij tukaj praktično več ni. Ne. In kot je bilo omenjeno, recimo kakih 10 let nazaj se je na tem spisku še našla, ne, bi rekel, kakšna avtomobilska blagovna znamka, nemška, tudi kakšna druga, bi rekel, stvar, ne, če gremo mogoče 15 let nazaj, tudi kakšna Nokia, ne, še tam kraljevala in podobno, pač evropskih znamk več tukaj ni.
In tisto, kar tudi poznamo, ne, in vemo, da je star pregovor, ne, če Nemčija kihne, imamo mi v Sloveniji pljučnico, ne, ker pač je naš izvoz tako zelo močno navezan na Nemčijo, ali pa rečemo posledično še Avstrija pa Italija, ne, kjer je spet vezano na Nemčijo, smo pač zelo izjemno odvisni od pač gospodarske situacije v Nemčiji. In takoj ko tam, predvsem v avtomobilski industriji, malo začne škripati, je to pri nas velik problem. Ne? Ampak če te tukaj prekinem, če ni več Evrope, potem takem ostaja svet razdeljen v ekonomskem, političnem, geostrateškem smislu samo še na ZDA in Kitajsko? Mislim, tudi to sem že, jaz ne vem, enkrat, to je neka taka moja, bi rekel, moče malo poetična zgodba. Ne? Moramo nekaj se zavedati. Ne? Mi, če pogledamo zgodovino, ne, tja pa rečemo res daleč nazaj, še v stari Egipt, če gremo, ne, torej stari Egipt, Grčija, antično, rimsko, se vse dogajalo okrog Mediterana. Ne? In to 5000 let je bil Mediteran središče sveta. Ne? Za Kolumbom od 15. stoletja pa rečemo tja, ne, do druge svetovne vojne, je bil Atlantik tisto, ne, kjer se je vse dogajalo. Ne. Pa še posebej zdaj bi rekel po drugi svetovni vojni, je bil Atlantik, torej na eni strani Amerika, pa Evropa. Ne. To je bilo nekje središče sveta. Ne. Jaz trdim, da pač, zadnjih 10 let pač je čas Pacifika, ne, Tihega oceana, kjer se je v bistvu to težišče premaknilo na tisto stran, kjer pač zdaj dominira Azija in pač Severna Amerika in pač jaz se bojim, da tako pač bo. Dobro, Anja, še preden se je težišče premaknilo na Pacifik, si ti že v bistvu spoznala, kako v smislu korporativnega upravljanja, delovanja gospodarskih družb deluje slovensko gospodarstvo. Preden greva na sodobne, aktualne izzive, kaj so tiste bile recimo prednosti ali pa slabosti upravljanja slovenske ekonomije? Še preden se je zgodil ta premik, na katerega bo zdaj, v zvezi s katerim bo zdaj treba narediti nek kvantni preskok? Zdaj to, kar bi bilo treba upoštevati, v Sloveniji, da pravzaprav mi smo zadnje 3 desetletja pravzaprav v enem drugem sistemu. Jaz mislim, da Evropa se je znašla v enem dosti ugodni situaciji od 80 let prejšnjega stoletja, tisočletja, tako da bi rekla, da se Evropa je šla en drug razvoj, kot recimo mi, ki pripadamo tej bivši socialistični recimo, družbeni sferi. Tako da če pogledamo 3 desetletja nazaj, je Slovenija naredila velik premik in tudi v korporativnem upravljanju, bodisi državnih naložb, bodisi v zasebnem sektorju je bil velik korak naprej. Zdaj, ta razvoj se je predvsem zgodil v tem tisočletju, se pravi od leta 2000 dalje. In mislim, da smo tukaj res dejansko sprejeli v vse svoje akte in svoje načine in strategije dobre prakse iz Zahoda. Se pravi, tukaj smo prevzeli te primere, smo ažurirali, nadgradili svoje sisteme upravljanja. Problem je v tem očitno, da miselnost pa ne sledi tako hitro tem tehnološkim premikom, pa premikom na papirje. Se pravi, ni težko danes napisati eno sodobno strategijo upravljanja državnega premoženja, težje je potem pravzaprav premakniti to v praksi. In se mi zdi, da ta naša mentaliteta nas pa tukaj malo ovira. Ne smemo nočem biti preveč kritična do tega v končni fazi, to so stvari, ki jih ne moreš prisiliti. Telefone lahko razvijaš, žice ukineš, narediš mobilne telefone, računalnike lahko razvijaš. Ljudi pa ne moreš tako hitro razvijati. In se mi zdi, da ta koncept razumevanja, kaj je smisel dobrega korporativnega upravljanja, transparentnega korporativnega upravljanja, spoštovanja integritete pri upravljanju javnih funkcij ali pa pri upravljanju državnega premoženja, to pa nekako nismo še čisto doumeli, bi jaz rekla, ponotranili. Zakaj je to dobro? Tako da recimo na področju upravljanja kapitalskih naložb države velik premik od leta 2000 naprej. Treba je tudi vedeti, da je recimo, ko sta kapitalska družba pa SOD štartala z upravljanjem teh naložb, da sta imela čez 1000 naložb v portfelju. Se pravi, to je posledica tega lastninskega preoblikovanja, prehoda iz družbene lastnine v zasebno lastnino.
In ne, se je zelo veliko ukvarjalo s tem vsebinsko, kvalitetno in tukaj sta bila takrat, bi lahko rekla, Kapitalska družba pa Sod kot nekako vodilna pionirja, ne, se pravi, sta res dobre prakse vnašala. Dobro, vse mogoče ni bilo optimalno, a ne, se to tudi ne moramo pričakovati. Ne, in tako da recimo se je tukaj veliko energije, veliko vlagalo v to, da bo to znanje, da bo to korporativno upravljanje kvalitetno. Ne. Potem se je število naložb zmanjšalo, skoncentriralo na pomembnejše, a ne strateške naložbe. Tukaj pa zdaj se mi zdi v zadnjih 10 letih morda ne, pa kar opažam nekako, ali kaj je upad neke motivacije za res kvalitetno upravljanje, čeprav se zdi, da so donosi boljši, a ne, da recimo ravno zdaj je bilo poročilo SDH-ja, da so iztržili lani rekordno število dividend. Skratka, zdi se, da to upravljanje tudi dejansko daje učinke. Ali daje vse tiste učinke, ki bi jih mi želeli, to je verjetno odgovor ne. Ampak verjetno je problem v tem, ne, da dejansko je treba iti po korakih, da vendarle moramo veliko nadoknaditi. To, kar je Zahod, je recimo miselnost upravljanja, transparentnega, kvalitetnega upravljanja naložb razvijal 100 let. Ne? Mi pa to recimo razvijamo 20. Drži, torej na eni strani imamo slovensko specifično tranzicijsko, posttranzicijsko zgodbo z relativno veliko udeležbo države v gospodarskih družbah, kar nas je oteževalo na naši poti biti konkurenčen z Zahodom. Na drugi strani se pa zdaj že pogovarjamo torej o zgodbi, ker ta Zahod, ta ista Evropa ni več konkurenčna. In Anja, ti si lepo omenila, da smo dobri pri pisanju strategij. Za Evropsko unijo je pa značilno, da je dobra pri pisanju najrazličnejših regulacij. In zdaj namigujem na vprašanje, ki ga bom zdaj zastavil. To je, zakaj se nam je pravzaprav to zgodilo? Zakaj je prišlo do tega ekonomskega zaostajanja na evropski ravni? Tukaj kot opomba pod črto glede regulacij, mi vsi sodelujemo pri izjemnem projektu, ki se mu reče družbena odgovornost korporacij, podjetij za klimatske spremembe, torej in nasploh za vse, kar se recimo negativnega eksternalije, ki gospodarske družbe povzročajo v okolju. In tukaj ima tako Evropa kot evropske države ogromno nekih predpisov, ki napravljajo naše okolje, naše življenje bolj kakovostno. Ampak Gorazd, ali tudi ta regulatory drive, ta pritisk v smeri regulacije, zasledovanje ciljev v gospodarstvu onkraj dobička, a je tudi to tisto, kar nas napravlja kot Evropo, poleg mentalitete, ne, postsocialistične in dirižist, ki jo ima Evropa, nas napravlja v primerjavi z Združenimi državami Amerike manj konkurenčne, da v primerjavi s Kitajsko niti ne govorim. Ja. Morda, jaz bom rekel morda, ne nujno. Vsa ta regulativa, jaz mislim, da je ključen razlog, je pač neka zgodovina, mentaliteta nas samih in tako dalje. Ne. Spet, če sem zelo plastičen, zdaj ne vem, Elon Musk je štartal to svojo Tesla Motors, 10 let nazaj. Mislim, da v BMW-ju imajo v razvojnem oddelku 10,000 ljudi zaposlenih v razvojnem oddelku. Kako se je lahko zgodilo, da nek Tesla startup iz Kalifornije praktično v 10 letih prehiti nek ta koncern, ki združuje vse inženirje, veleume, kar jih Evropa premore. Recimo, zelo preprosto. To je zdaj ta dimenzija. Tako da jaz mislim, da dosti... No, kako se je lahko to zgodilo po tvojem? Morda neko spanje na lovorikah, ta nek model, ki je bil tudi omenjen, ta cel socialni model in vse to, kar ni načeloma narobe, ampak načeloma Evropa je še vedno tisti del sveta, bi rekel, kjer je najbrž najlepše živeti. Se tudi migracije konec koncev pričajo. Jaz ne vem, da bi neki izjemni inflow imigrantov šli na Kitajsko ali ne vem kamorkoli v Rusijo ali dobro, Amerika je vedno bila neke land of opportunities, ampak kljub vsemu, Evropa tisti bazen, ki še vedno največ ljudi privlači, ne samo zaradi, bi rekel, dobička, plače in tako dalje, ampak ta quality of life, ki ga OECD tudi meri. Tukaj le vseeno, je to, bi rekel, na zelo visoki stopnji, tudi ta socialno, zdravstveno in vse to, kar sodi zraven, torej za ustvarjanje neke družine.
kar pa seveda na drugi strani stane in na drugi strani seveda dela vse skupaj morda malo manj fleksibilno kot kje druge, recimo v Aziji. Pak s tem ne želim reči, da mi moramo vzeti model, ne vem, iz Singapurja, ker je to nemogoče, ne, v Evropi preslikati. To zagotovo je pa v Sloveniji, če se malo navežem čisto lokalno, pa tudi morda za razmisliti, ne, če citiram, mislim, da pokojnika Matjaža Gantarja, ne, ki si je prvič kupil, mislim, da je 20 let nazaj Jaguarja in je rekel, da ne more se več kot 130 peljati iz Ljubljane do Portoroža, ker je cesta polna ob 2 iz Ljubljane, a ne, ker vsi grejo že ob 2 na morje. Ne. No, danes se niti 40 ne moreš No. peljati. Ampak mislim, da to ilustrativno pove, ne, da pač ne, večina sploh nas Slovencev ne, nekje ob 3 popoldan v petek že rado uživa nekje, ne, v Istri, bodisi slovenski ali pa hrvaški. Ne. In recimo, kar je nekje v Londonu najbrž čisto nepredstavljivo, ne, ker se gre iz službe, ve se kdaj v petek, ne, in tako dalje. In pač to so te razlike, ki so podobne, mislim, v Ameriki pa samo še malo bolj potencirane. Ne, kjer pač... Ok, to je ta naš evropski način življenja, ki bi si ga želeli v holističnem smislu, zdravim življenjskim okoljem in vsem, kar sodi zraven, ohraniti. Ampak kaj je vzdržen? A lahko to storimo, Anja, po tvojem mnenju? Ob dejstvu teh geostrateških gospodarskih zasukov in premikov? Ja, jaz mislim, da seveda to je mogoče ohraniti, ampak ne seveda brez nekih sprememb, nekih ukrepov. Ne. Jaz bi tako, kot sem že prej malo nakazala, se mi zdi, da se je Evropa majčkeno polenila. Ne. Se pravi, Evropa je živela udobno življenje od 80-ih prejšnjega stoletja in nekako gospodarstvo je delovalo, kvaliteta življenja je dobra. Ko sem jaz leta 2000 v Kanadi študirala in sem bila v stiku seveda z tistimi študenti, so vsi recimo razlagali, kako se je delalo v tistih gospodarskih družbah, v pravnih odvetniških firmah, kako si mogel do 10 zvečer biti v pisarni, tudi če nisi imel dela, ampak to se pač ni spodobili domov, na dopust se ni spodobili iti. To je bilo meni, ker sem prišla z Evrope, čisto nepojmljivo. Tudi danes ti je nepojmljivo, da ne bi mogel iti na dopust, da bi sedel v pisarni brez razloga. Skratka, že takrat sem občutila, da je morda standard tam višji v Ameriki oziroma v Kanadi, ampak kvaliteta življenja je bila pa že takrat leta 2000 recimo pri nas višja. In danes je kvaliteta življenja v Sloveniji in v Evropi višja. In to je tisto, kar verjetno tudi bi drugi želi participirati. Zdaj, to pa hkrati pomeni, da smo se vsi malo polenali, da je pač ni nekih velikih pričakovanj od politike in tukaj mislim, da bo treba pa narediti eno veliko spremembo. Prej si omenil ta Blejski strateški forum, ko vidiš zasedbo, nekako vidiš upada interes. Evropska unija, po mojem, bi se mogla, bom zdaj tako rekla, zresniti. Se pravi, politika bi se mogla zresniti v Evropi, na nivoju Evropske unije, tudi slovenska politika in vzeti to situacijo resno, te velike premike, spremembe in se nekako zavedati, vprašati, kaj je tisto, čemur se bomo morda mogli začasno odpovedati in morda v vsej tej regulaciji, jaz se strinjam, bom kar tako rekla, ti si rekel, morda je prenormiranost in regulacija ovira. Jaz mislim, da dejansko je, da imamo preveč, kot pravnica lahko rečem, da imamo preveč, da imamo preveč kompleksno pravno ureditev, vse z dobrimi nameni, da bomo harmonizirani, unificirani, ampak tega je preveč in že pravniki se težko znajdemo, kaj šele recimo podjetniki, kako boš ti posloval. In zdaj recimo z vidika tudi trajnostnosti prihajajo dodatne obveznosti, dodatne pričakovanja od samoocen do poročanja. To vse obremenjuje gospodarstvo in ko je že tako ali tako siljeno, da posluje v enem zelo kompleksnem poslovnem okolju, je to še dodatno breme. In kaj naredi gospodarski subjekt ali pa posameznik? Enostavno začne selekcionirati. Nekaj upošteva, nekaj pa ignorira, ker ne zmore, ker hkrati mora biti pa produktiven, ustvarjati, zagotavljati dodano vrednost, prihodke, financirati državo preko povečevanja javnih dajatev in seveda
To zdaj vse ne bo šlo tako. A ne? In tukaj bo treba, po mojem, majčkeno znižati tempo, malo racionalizirati predpise, pričakovanja, ki jih ima Evropska unija do članic, ki jih imajo posamezne države do svojih gospodarskih subjektov, ker če bomo hoteli ohraniti ta standard, bomo mogli višati produktivnost. A ne? In zdaj ne moreš višati produktivnosti prvič v nedogled, a ne pa dodatno še dodajati bremena. Tako da to kliče, jaz rekla, po enih takih res globinsko domišljenih ukrepih, kar pa seveda zahteva določeno resnost in strokovnost politike. Soglašam s tem, Gorazd. Anja pravi, torej zresnitev Evrope, zresnitev Evropske unije, nacionalnih politik. A je še čas za to, ali mogoče že prepozno? Smo že mimo tiste točke, ko ne bo več mogoče ujeti Kitajske, Združenih držav, Amerike. In če jih že bomo ujeli, kje pa ti vidiš rešitve, ki bi bile lahko podvzete? Okay, da ne bomo zdaj preveč črnogledi. Lahko tudi obrnemo vprašanje, ali to, kar počne Kitajska, vzdržno. Lahko Kitajska to zdrži čez 20 let, še vedno tak tempo in tako dalje. Kaže se že tudi pri njih, da imajo težave s tem njihovim gospodarskim modelom in konceptom, kot je. Tako da vprašanje, in recimo samo, da tako, če malo pomislimo, tam v 90-ih, 80-ih je praktično Evropa vse tovarne outsourcala praktično že na Kitajsko. Potem tam, rečemo, okrog 2000 je že Kitajska postala predraga in je šlo zdaj več ali manj vse že tja nekam Bangladeš in podobne situacije. Tako da tudi Kitajska na ta račun izgublja, ampak kot je že omenila Anja, nedogled to ne gre. Vedno se bo našla še neka država, ki bo še cenejša, ki bo še cenejša delovna sila, kjer bodo standardi okoljski ali jaz ne vem kakšni, še nižji in bo pač, mogoče neki proizvajati še drugače in tako dalje. Ampak, kaj zdaj z Evropo? Evropa, jaz se spomnim, ko sem jaz začel recimo na zunanjem ministrstvu, torej tam okrog 2000, je bila tista čudovita, mislim, da se je reklo Lizbonska strategija, kjer bomo, mislim, da 10 najbolj konkurenčno območje, ne vem kje, ne vem kaj. Na svetu. Recimo, nekaj podobnega je bilo, jaz sem na to celo magisterij pisal, evromediteransko partnerstvo, kjer je bilo, da bo free trade zona, pazite, to je bilo takrat še sprejeto barcelonski proces, vključeni sta bile Palestina, Izrael, kar je danes, če si predstavljate Mission Impossible, pa dejansko ste bili podpisnici, skratka cel severnoafriški kontinent, plus vse EU države, da bo skratka free trade zone, prosti pretok delovne sile in kapitala, torej, kar je danes čisto nekaj nepredstavljivega. Ampak skratka, to je bil res nek čas, nekih, bi rekel, ne vem, kaj vse se bo zgodilo, kaj vse se bo naredilo, do 2010 recimo. Zdaj smo 2025, pa je svet žal popolnoma drugačen. Tako da, a Evropa zamudila ali ni zamudila, mislim, vedno je časa, da se nadoknadi, ampak jaz mislim, ključna stvar je ta miselnost, zakaj pri nas ni enega zgodbe, kot je, Tesla, ni ene zgodbe, vsi poznamo zgodbo z Applom, kako je nastal in tako Drži, dalje. ampak zdaj miselnost se ustvarja, to je socializacijski proces. Izjemno pomemben socializacijski proces je seveda izobraževanje, osnovnošolsko, srednješolsko in potem fakultetno. Anja je rekla, da smo se polenili. Jaz vem, da ne pustim profesorjem, da se polenijo, ker morajo predavati drugače, bolje, kot smo bili navajeni v preteklosti. In tudi študentom ne smemo pustiti, da se polenijo. Treba jih je pripraviti na ta novi svet in dati orodja za to, da bodo v tem novem svetu konkurenčni, da bodo lahko spreminjali svet v svoj prid. Pa me zdaj zanima, ker gremo počasi k koncu in ker ta podcast ni samo za širšo javnost, ampak je tudi za naše študente. Kaj je tisto, kar vidva dajeta po vajni oceni specifično študentom pri vajnih predmetih, da jih pripravljate na ta svet? Anja. Če samo mogoče še skočim nazaj. Jaz imam zdaj v zadnjih letih zelo veliko izkušenj z zasebnim sektorjem. Delam kot odvetnica in svetujem pretežno praktično podjetjem iz zasebnega sektorja. Jaz sem fascinirana, koliko dobrih idej, koliko sposobnih ljudi, kakšne produkte smo sposobni razviti. Tako da to jaz tukaj vidim, me ni strah, je potencial, imamo, ne bojijo se ustvarjati.
In imajo trge, iščejo zunaj, ne v Sloveniji. Slovenija je majhen trg, ampak imajo produkte za tuje trge, ne samo za evropski, ne za globalni trg. Tako da to je pri nas. Zdaj samo vprašanje, kako ustrezno spodbuditi to okolje, zagotoviti, podpreti, kako bo politika, ki je nazadnje država, je politika, ker politika vodi državo, podprla ta zasebni sektor, da bo lahko rastel in da bo tudi pri nas lahko nek Apple, Apple ne, ampak imamo recimo Dewesoft, imamo kakšna zelo uspešna, popolnoma zasebna podjetja, ki kažejo, da je mogoče, in seveda tudi opozarjajo, da imajo veliko težav v praksi. No, in gospodarstvo je pri nas, torej zasebni sektor ima zelo veliko zaposlitvenih priložnosti. Jaz to skozi tako gledam, da naši diplomanti bodo mogli nekje enkrat vstopiti na trg dela, poiskati zaposlitev. Torej, kako jih na to čim bolj pripraviti. Zasebni sektor je zelo dinamičen, daje veliko prostora za ustvarjanje, kreativnost, mogoče je to mlajšim generacijam bistveno bolj pomembno, kot je bilo recimo našim generacijam, ampak tudi ima velika pričakovanja. Seveda najraje ima, da imaš že izkušnje, če jih pa nimaš, da vsaj razumeš, v kakšno okolje vstopaš. In to je okolje, ki je visoko produktivno, kjer je treba biti fleksibilen, kjer moraš znati uporabljati znanje, se pravi to, kar si se naučil, moraš znati takoj dati v prakso. In to je tudi okolje, kjer pričakuje sodelovanje, timskost. Jaz tako si predstavljam, v zasebnem sektorju je moja izkušnja, so ti timi ponovadi tako kot v čovnu, in veslajo dejansko v isto smer proti ciljem, njihova želja je pride čim prej na cilj. Moja izkušnja z javnim sektorjem ali pa s paradržavo, zdaj pač pa recimo, kakor se oddaleč vidi, je pa bolj sedimo isto v čovnu, ampak vsak vesla po svoje, tako da se vrtimo v krogu, pa še drugega tepemo z vesli. In zaprav ta mentaliteta absolutno nesprejemljiva za zasebni sektor in tisti, ki želijo dobiti službo, morajo biti na to pripravljeni. In to jaz poskušam tudi svojim študentom povedati. S kakšno mentaliteto pa pridejo ti študentje? Študenti, se mi zdi, da večina, tisti, ki še nimajo delovnih izkušenj, sploh nimajo občutka, kaj pravzaprav jih čaka. Tako, Se pravi, mogoče je posledica tudi tega, zelo veliko živijo v virtualnem svetu, ampak delovno okolje je daleč od tega, kar je virtualni svet. To so potem večkrat šokirani, to tudi vidim iz prakse, ko delam s pripravniki, da je mogoče za nekoga to pa res čist nemogoče, res da je odvetniško delo zahtevno, ampak vendarle, treba biti pripravljen na to, da boš mogel iskati rešitve, da boš mogel svoje znanje uporabiti in zato je zelo veliko pozornosti posvečam temu, da delamo na primerih iz prakse, da se učimo, se pravi, razumeti, vzorce pogodb, zakaj pogodba tako sestavljena, kakšne vsebine ima, recimo počujem gospodarsko pravo, gospodarske družbe, da razumejo, kako funkcionira DO, DD. Skratka, praktično, kako se uporabljajo baze in to, kar se mi zelo pomembno zdi, poučujem na način, da tudi povem, zakaj imamo določeno normo, zakaj je ta norma pomembna. Ker se mi zdi šele takrat, ko razumeš, zakaj nekaj je potrebno in smiselno, potem boš to lahko sprejel in ponotranjil in ko boš ponotranjil normo, jo boš tudi spoštoval. Tako da potem aktualne raziskovalne teme jih spodbujam, da sprejemajo za magistrske, pa potem doktorski študenti teme, ki so danes aktualne, ki so potrebne, ki jih bo gospodarstvo recimo potrebovalo. Ker dejansko vidim ta akademski prostor kot podporo gospodarstvu, kot podporo družbi. Se pravi, mi pravzaprav tukaj v tem izobraževalnem procesu pripravljamo ljudje, da bojo lahko dobro delovali, ne samo v gospodarstvu, ne samo v inštitucijah, ampak tudi kot ljudje, člani neke družbe, v splošnem pomenu besede. Gorazd, za razliko od Anje, ti nisi pravnik in tudi vedno poudariš, da smo pravniki malce čudni. In zato je tudi prav, da imamo ekonomista v svojih krogih in da tudi pravnikom predava ekonomist, pa tudi na področju javne uprave, izvajaš tudi predmet modernizacija javne uprave. Prepričan sem, da soglašaš s kompetencami, ki jih je Anja opisovala, da jih pač potrebuje sodoben alumnus, ki gre z nove univerze. Kako ti
poskušaš prenesti te kompetence na svoje študente? No, In ali to uspeva? Bom poskusil jaz tudi na tak način odgovoriti, kot je bilo vprašanje postavljeno. Ne? Jaz študentom običajno na prvem srečanju povem, sploh če je to prvi letnik, da vse to, kar jim bom povedal v prvem letniku, ko bodo diplomirali ali pa magistrirali, da bo vse zastarelo in da takrat bo potrebno vse drugače. Ker svet se danes res tako hitro odvija in spreminja, da praktično nekaj, kar je danes, morda čez 3-4 leta ni več niti približno aktualno. Ne? Pa če grem samo na en del, rečemo na naše diplomatske študije, ne, kjer so bolj ti ekonomski mednarodni predmeti, ne, kjer so seveda ključen nek vidik carine, recimo, ne, in odkar zopet gradimo veliko Ameriko, ne, vemo, da to ni niti stvar tednov, mesecev, ampak je pravzaprav stvar dnevov, kjer se stvari spreminjajo. Ne. Včasih, ko sem jaz še študiral, je to bila taka knjigica, se je reklo carinska tarifa, taka debela reč, kjer si pogledal in je to več ali manj bilo, ne vem, 5 let, 10 let enako. Ne. Danes je to stvar, da ne rečemo, ne, trenutnega navdiha, ne. Ampak to močno vpliva na poslovanje. Na področju javne uprave, ki ga pa na FDŠ tudi pokrivamo, je pa recimo taka reč umetna inteligenca, o čemer ti znaš še več povedati, ne. Ampak kakorkoli, ne, mi to orodje imamo tukaj, ljudje ga imajo na voljo, zakaj ga tudi ne bi javni uslužbenci uporabljali in tako dalje, ne? Zdaj roko na srce, ne? 3/4 nekih stvari v javni upravi so bodisi neke zabeležke, zapisniki in tako dalje, ne? Včasih smo uporabljali, ne, ure in ure, da smo neke stvari, ne vem, zapisnike, zabeležke, sploh v diplomaciji počeli, ne? Danes ti to pač neko orodje, ne, če daš magnetogram noter, ne, ti pripravi povzetek, pa potem ti samo preveriš. In zakaj ne bi takih stvari uporabljal? Ampak to je stvar, ki je recimo od lani recimo aktualna in zato pravim, da hitro se te stvari spreminjajo. In največ se mi zdi, kar lahko damo študentom, je to, da jih sploh na to mentaliteto pripravimo, da pač stvari se spreminjajo, ne? In da pač, ne vem, da bodo oni prišli v službo nekam in bodo vzeli učbenika, ne, ki so se po njem učili 5 let nazaj na faksu in bo si s tistim uspel nekaj blazno pomagati, vsaj na področjih, ki jih jaz pokrivam, žal ne. Tudi zakonodaja se pri nas zelo hitro spreminja, ne? Še vedno, ne, predvsem pa se dodaja, ne, tako da, čeprav tukaj zdaj mogoče, ne, je ena past, ker vidim, opažam ta trend pri mlajših pravnikih, da reče, sej to se toliko spreminja, to se sploh ne splača študirati, sej ti to GPT chat, pa ti bo on tole vse, kar je aktualno, ne, tukaj imam dve pripombi na tako stališče, ne. Prvič, pravo je struktura in ti moraš razumeti in enkrat se naučiti strukturo. Morda se bojo potem posamezni deli menjali, ampak ti moraš razumeti, kako je pravni red sestavljen, ne. In zato tega ti ne bo GPT chat naredil še vrsto let, ne. In druga stvar, ne, GPT chat in vsi ti, ne, zdaj pomočniki umetne inteligence, pa da ne bo nesporazuma, jaz zelo podpiram uporabo umetne inteligence, da se to vključuje v delovne procese, ne, pravijo, da halucinirajo, ne. Recimo, ravno ta teden sva imeli s kolegico primer, iskali sva neko pravno podlago, pa je uporabila, bom rekla, pravno umetno inteligenco USINFO. Torej, pričakujemo, da je to nekako malo bolj zanesljivo, pa je lepo samozavestno ta umetna inteligenca povedala, da to pa ureja 4. člen Zakona o splošnem pravnem redu. Ki ne obstaja, ne? Ki ne obstaja. Ne? Se pravi, ampak to je izgledalo zelo profesionalno, odgovor je bil popolnoma logičen in zdaj, če ti ne zazvoni takoj, kakšen zakon o splošnem pravnem redu, ne, ali pa vsaj, da greš in še enkrat vtipkaš v Google iskalnik, ne, zakon o splošnem pravnem redu, pa da vidimo, kaj bo PISRS ven vrgel in potem seveda vidiš, da to ni. Skratka, ne, so pasti, da boš, ne, sledil nečemu, kar sploh ne obstaja. Tako da še vedno je treba... Ja, in to je tudi ena od veščin, ki Gora se je omenil že projekt, ki ga izvajamo v okviru Centra za umetno inteligenco in ustavnost na Novi univerzi. Imamo tudi predmet pravo in umetna inteligenca in študente opozarjamo na te pasti, podajamo jim ustrezna metodološka znanja in nekako, ko zdaj počasi zaokrožujemo torej našo današnjo razpravo, smo se vrnili na tisto, kar smo govorili v našem prvem podcastu. Pogovarjali smo se o umetni inteligenci, kjer je seveda ponovno poteka ta dirka med mastodonti, digitalnimi imperiji,
ZDA, Kitajsko in Evropo. In zanimivo, tista rdeča nit, ki je vodila tisto razpravo, pa tudi tole tu, je bilo res vprašanje miselnosti. Moja današnja iztočnica tukaj je bila, da je morda za Evropo konec. To je provokativna misel. In ta miselnost, da je z nami konec, je tisto, kar se lahko potem zažira vse pore našega življenja in nas napravlja vse stransko manj produktivne. Na drugi strani imajo pa Združene države Amerike izjemno zmagovalno miselnost, pa če tudi ta nima realne podlage. Po vajnem prepričanju za konec je to tisto, kar bi morali ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, pa predvsem na novi univerzi prenesti našim študentom. Neko zmagovalno miselnost, samozavest, da zmoremo in da trud prinaša pozitivne rezultate. Absolutno, jaz se strinjam, se pravi zdrava samozavest, ne pretirana, mogoče jo lahko opazimo pri določenih svetovnih liderjih, malo neko nezdravo samozavest, drugače pa samozavest, in jaz se nikakor ne bi strinjal s tem, da je z Evropo konec. Evropa ima ogromno znanja, ogromno potencijala, še vedno, samo treba se je zbrati, vzeti resno, z resence, in začeti delati. Tako pač je, ne moreš vedno biti najboljši, ko tekmuješ, tudi športniki nimajo vedno samo vrhunsko formo, ampak jim vmes tudi forma upade, ampak takrat, ko mu forma upade, ve, da je treba več trenirati, da je treba mogoče kaj spremeniti, pa se spet truditi, da boš v igri za medalje. In to jaz mislim, da je treba. Gorazd se je tako lepo prej nasmihnil temu mojemu retoričnemu vprašanju, da mu ne dam več besede, ker je Anja tako lepo zaključila. Z Evropo gotovo ni konec, smo v nekoliko slabši formi, ki jo moramo izboljšati. Je pa žal konec s tokratno epizodo podcasta Nove univerze. Hvala za ogled, vas lepo pozdravljam in se vidimo spet prihodnjič. Še lepa hvala našima gostema. Hvala. Srečno.